Nogometno moštvo je dobilo novega trenerja. Vsi so ga imeli radi, zato je bil trening močno obiskovan. Trener se je še posebej prikupil enemu izmed fantov. Nekoč so fantje po treningu videli trenerja, da je šel k zelenjavarju in si tam ogledoval jabolka. Nato je vzel najlepše jabolko, ga dal v žep in odšel. Fantje so bili zaprepadeni. Odločili so se, da bodo svojega trenerja še bolj spremljali, zato so mu po vsakem treningu sledili. Vedno znova je zahajal k zelenjavarju, si ogledoval jabolka in vedno vzel najlepšega, ga dal v žep in odšel proti domu. Eden izmed fantov je rekel: "Ste videli? Krade!" Vsi so mu pritrdili. To se je razširilo in na treningih je bilo vedno manj fantov, dokler ni na koncu prišel samo tisti fant, ki je trenerja imel najbolj v čislih. Trener se je začudil in vprašal fanta, kaj je narobe. Fant je bil v zadregi, a mu je vendar povedal. Nato je trener tega fanta vzel s seboj in sta šla k zelenjavarju. Tam je trener, tako kot vsakič, gledal jabolka, vzel najlepšega in ga dal v žep. Nato je vprašal prodajalca: "Koliko sem dolžan?" Prodajalec pa mu je odvrnil: "Saj ste že poplačali. Nič niste dolžni." Odšla sta od zelenjavarja. Trener je fantu razložil, da gre vsako jutro po mleko in ga prinese tudi zelenjavarju, v zameno pa dobi eno jabolko. Ker mu jabolko pred treningom nič ne koristi, ga vzame po treningu, ko je lačen in mu jabolko tekne. Fant je takoj povedal ostalim fantom. Tisti, ki je bil najbolj glasen pri širjenju govoric, da trener krade, se je zamislil in takoj poklical trenerja ter se mu opravičil. Trener je rekel, da naj se zglasi pri njem doma, s seboj pa naj prinese velik vzglavnik. Fant je privolil in se zglasil pri njem. Trener ga je povabil ven na vrt in fantu dal v roke škarje. Rekel mu je, naj prereže vzglavnik in vse perje iz njega raztrosil veter. Fant je to z veseljem naredil, saj je bila to zelo lahka pokora za njegove lažne obtožbe. Ko je to naredil, se je nasmehnil in pogledal trenerja, ta pa mu je rekel: "Sedaj pa poberi vse to perje in ga stlači nazaj v vzglavnik. Ko boš to storil, ti bo oproščeno." Fant je žalostno pogledal in rekel: "Gospod, ampak perje je veter raznosil na različne kraje. Nemogoče je, da bi to pobral in stlačil. Nazaj v vzglavnik." Trener mu je rekel: "Enako je s tvojimi besedami. Tako ožigosanih je kar nekaj, nikoli ali pa zelo redko pa je slišati opravičilo, zato preden izrečeš neumnost, premisli ali pa vprašaj."